Hej! Danes bomo odgovorili na 3 vprašanja in sicer Ani bomo odgovorili na to, kako pojemo na polno, naprimer kot znani vrhunski pevci, pa bomo odgovorili, s katerimi vajami najbolj vplivamo na to, da se znebimo prehodov. To je Marko vprašal, prehodi so tista mesta, kjer se nam glas ponavadi zlom ali pa začnemo stiskati in bomo povedali, kako, s kakšnimi vajami treniramo, da te prehode lepo izenačimo. Potem bomo pa pogledali še vprašanja, ki jih je vprašala Neva, in sicer, a se da povečati razpon na nižinah, kaj naredim, če imam piskajoč glas, pa bi rada imela malo več teh nižjih barv v mojem glasu in kako lahko tudi nižine pridobim. Potem, a se da z vajami dejansko popraviti barvo glasu, da glas dobi žmoht, to je tudi Neva vprašala. Pa če posnemamo druge pevce, a je to dobro, a ni dobro, a je zdravo, a ni zdravo in koliko se lahko s tem igramo. Tako da gremo kar po vrsti. Kako pojemo na polno? Okay, to je ful dobro vprašanje, ampak preden začnemo odgovarjati, s kakšnimi vajami in kako si lahko to pomaga, še ful dobro razumeti, kje sploh nastane moč in barva glasu. Okay? Dajmo kar pogledati si trobento. Tle imam trobento in zdaj trobentač naredi nekaj tazga. Če si trobentač, ne gleda, čeprav to naredim, ampak nekaj tazga. Ampak to je on zdaj ustvaril vir zvoka, ne? Tukaj nastane zvok. Ta zvok ni čisto nič podoben trobenti, a je res. Se pravi, on zaniha zračne molekule in te molekulice potem v tej trobenti pridobijo na barvi in moči in ven pride zvok trobente, ne? Se pravi, v našem glasu je enako, samo da je trobentaček, to so trobentaček glasilke. Se pravi, glasilke ustvarjajo en zvokec, ki se v bistvu sliši takole, odvisno, kjer ton želimo peti, ne? Ampak ven pa pride naša barva glasu. Okay? Se pravi, imamo mi tukaj noter tudi neko trobento. Ne? In ta trobenta so tele naše cevi. Se pravi, naše žrelo, to je taka cev, ki je kar dolga, lahko tudi do 15 cm, ne? Pa imamo nosno votlino, ustno votlino in v teh votlinah se ta zvokec obarva v našo barvo. Ne? In prav zaradi tega ima vsak izmed nas drugačno barvo glasu, ker imamo različno obliko čeljusti, različno obliko nosne votline, jezika in vse to da različno obliko teh cevi in različno barvo našega glasu. Se pravi, delno so nam te oblike prirojene, ne? Delno se pa lahko mi igramo s temi oblikami tako, da različno odpiramo usta, ne? Se pravi, lahko imam glas tako, lahko ga imam tako, a ne lahko imam jezik bolj naprej, bolj nazaj. Vse to vpliva na to, kakšna je oblika te votline, a ne? In potem je moj glas zvenel drugače. Okay? Se pravi, ko se enkrat začnemo učiti, kako dobim močen glas, je ful pomembno, da se zavedamo, da je naš notranji mikrofon tukaj noter. In da hočemo moč ustvarjati noter. Se pravi, glavni problem ponavadi pevcev je ta, da ko začnejo, hočejo nekaj na glas, je a ne, ustvarjajo to, hočejo ven pritisniti. Če pa veš, da je noter mikrofon, pa narediš bolj vse noter, to probaš ustvariti in je glas ful močnejši. Ne? Zdaj to bi lahko šli razlagati še z ful bolj na fizikalen način, z nekimi ali kvotami, pa to, ampak to ne bomo se zdaj v to spuščali. Če se začnete že ukvarjati s tem, kam dam jezik, kako čeljust obrnem, kam jo dam, koliko jo odprem, kako z ustnicami delam, kje je moje grlo, a je moje grlo gor, a je moje grlo dol, a ne? Vse to vpliva na barvo glasu. Okay? Zdaj, to je ta prva stvar. In ko hočeš dobiti poln glas, kot ga imajo recimo te neki znani, a ne, izvajalci, je ta prva stvar ta, da ne imitiraš, kako zveni tisti glas, ki se on ven dere, ampak da iščeš, s kakšno pozicijo ust on to naredi. Kakšna pozicija ust njemu obarva ta glas toliko močno. Recimo, gremo kar primer pogledati, ne, kaj, ne vem, rekla si Ana Lady Gaga. Pa gremo kar ta Shallow, zdaj ta zadnji komad. To je, ona reče I'm of the deep end. Pa poglejmo ta, nekaj visok. Ona, rečemo, da zapojem zdaj dosti usko. I'm of the deep end. A ne, to je zdaj tak ozek glas, a ne. Zdaj bom pa jaz lahko to izgovorim na ful različnih načinov. In rečemo, da bom izgovorila to malo bolj noter v ustih, ne. In bom rekla I'm of the deep end. I'm of the deep end. A vidiš, je čist drug glas prišel. Ali pa da rečem, ena ful dobra vaja za te, da so višine polne, je vaja, ki ji rečemo hej. In če jaz rečem hej, a vidiš, jaz se zdaj
jaz zdaj tebe kličem, noter ustvarim ful ene moči, moj glas zveni ful polno, ne derem se pa na te, hej! A vidiš, tle je, kada hočem ven ta sound. Hej! Ne? In zdaj probam to obliko ust. Ne? Hej, I'm of the deep end. Obdržati na tej izgovorjavi. I'm of the deep end. I'm of the deep end. A veš, en je ful več sounda. Pa v bistvu nisem nič naredila, nič nisem drla ven. Sam usta obdržim. Hej, I'm of the deep end. I'm of the deep end. In je kar naenkrat full power. Tako da, ko se učimo jakost glasu, je ful pomembno, da vemo, da jakost glasu produciramo v notu ustni votlini. Zdaj pa pogledamo drugo vprašanje. Kako naredimo povezan glas od nižine do višine in kako gremo čez te prehode? Tam, ko se nam glas lomi. Ponavadi ali se nam zlom, ali pa začnemo stiskati. Nekaj naredim tam, ker mi je težko. Kaj sploh pomeni povezan glas? Zdaj, če gledamo, ne vem, če bi na meni naredil rentgen, da nas slika takrat, ko pojemo, je povezan glas takrat, ko grejo naše glasilke prek celega razpona takole lepo skupaj. Zdaj so šle skozi lepo. Zdaj pa, če naredim ali pa ker se deram, sploh ne morem iti naprej. Se pravi, kakršnakoli vaja, ki bo poskrbela za to, da bojo tvoje glasilke šle lepo od spodaj do gor, takole skupaj, ti bo naredila povezan glas. Tako da ni ena dotična vaja. Vedno je dobro razumeti, zakaj se tebi glas zlomi, zakaj imaš sploh prehod. Zdaj, če imam jaz prehod za to, ker naredim kaj sem naredila? Stisnila sem vratne mišice, grlo sem dvignila, ko bom sprostila vratne mišice, pa grlo pustila na tam, kaj je, pol bom imela povezan glas. Vedno iščemo vzrok. In če vemo vzrok, pa znamo najti tudi vajo, ki nam to popravi. Tako da, to je en tak nasvet, ki je fajn, da začnete svoj glas poslušati in oceniti, zakaj se vam zlomi. A stiskaš tam. Druga varianta je pa ta, ki ful veliko ljudi naredi, je pa je pa v bistvu celo premalo energije v glasilkah. Premalo glasilke nama, da bi šle tako lepo skupaj, ker je kar tako malo premalo. Se pravi, rabimo aktivirati malo več te mase. Kada malo jokam. In sem zdaj dobila povezan glas iz onega zračnega glasa. Tako da zelo pomembno je vedeti, zakaj imaš prehod. In potem z vajami, ki ti aktivirajo, da glasilke grejo lepo skupaj od spodaj do gor, rešiš lahko te prehode. Na prehode zelo vpliva tudi naše dihanje. Velikokrat na prehodih ali pritisnemo zelo veliko zraka od spodaj. Ne vem, naredim ful, ker se mi zdi, ok, visok, nekaj moram narediti in pritisnem zrak in zrak pritisnem od spodaj na glasilke in jih iz tega položaja da tako, Se pravi, zmanjšam izdih, Na prehode zelo vpliva tudi glasnost. Ful velikokrat hočemo biti pri petju preglasni, zato da nas drugi slišijo, pa to, kar smo se pri prvem vprašanju pogovarjali, zato, ker mislimo, da če bomo glasni, da bomo imeli pol močen glas. In ko glas dejansko malo zmanjšaš, ko dejansko začneš peti tako, kot ti govoriš, je tvoja notranja votlina bolj fajn oblikovana, zato da lažje prideš čez prehode, pa hkrati tvoj glas je bolj glasen. To je hecano, Ko hočemo biti glasni, smo manj glasni, oziroma tudi bolj ozka barva je, ko pa zmanjšamo glasnost in obdržimo res tako govorno glasnost, ful lepška, je se pravi vpliva na barvo, hkrati mi pa veliko lažje za neko sredinsko glasnostjo obdržati glasilke v tem položaju. To je odgovor na drugo vprašanje. Poslušajte sebe, posnemte se, ocenite zakaj, a sem nesproščen, a zategnem, a mogoče premalo glasilke aktiviram,
kaj se zgodi na teh prehodih in ko boste najdeli vzrok, boste tudi zase najdeli vaje 100%. Okay? Gremo na tretje vprašanje. Kako povečam glas, razpon na nižinah? Ja, v bistvu razpon na nižinah se ne da toliko povečati, kot razpon na višinah. Na nižinah se naše glasilke skrčijo za nižine in več kot toliko pa toliko se ne morejo skrčati. Raztegujejo se lahko več. Okay? Tako da lažje večamo razpon na višine kot na nižine. Ampak še vedno se da pa ogromno narediti. Mislim, da Neva, ti si mislila na to, če je recimo tvoj glas zelo tak, kaj jim rečejo cvileč, čeprav jaz mislim, da je vsak glas lep. Ampak ok, rečemo, da je tvoj glas rečemo zdaj ful visokih teh tonov, včasih je fajn, da dodamo malo, dajte vsi, če rečete to je taka neka sredinska, taka barva, nek sredinska, polglasnik ima tako polno barvo, in če dodamo temu malo ja, in kar bi govorila zraven, sem dobila tako malo več to, ker se ti reke ta, ne vem, malo žmoht ali malo več teh nižin v spodju, tako da če se vam zdi, da je vaš glas previsok, to je velikokrat pri ženskah v zborih, so navajene, da je vse malo gor, da je malo več oja, tako dodaš zraven in je ful lažje. Zdaj, če ti je to težko, včasih je kdo toliko navajen pet s tem glasom gor, da moramo narediti kakšno vajo, ki je res kontra, že karakterju te osebe, je ful dobro, da narediš vajo, recimo narediš to je res kontra temu in probaš pet tako prav, tak ful grd, edgy sound, zato da v bistvu začutiš nekaj, kar je mogoče ni podobno tismu, ki si ti skozi navajen in svoje telo navajaš na neke vzorce, ki so malo kontra tvojim prejšnjim navadam, tako da to je ful dobro, tako da to lahko poskusiš. Tako da to je to. Zdaj pa odgovarjam še na vprašanje, ker sem zdaj zelo odgovorila, kako tudi na teh sredinskih tonih dobiti malo ta žmoht, malo več barve. Točno tako, kot smo se že na prvem vprašanju pogovarjali, tako da se začneš igrati svojo ustno votlino. Išč. A je ta ton, a je bolj tako, ali je več, ali ga izgovoriš raj, ali bolj ali, a veš? In tako v bistvu raziskuješ, kje je tista barva, ki je mogoče tudi tebi najbolj domača. Se pravi, tako. In ful je dobro se s tem igrati. Tako da gremo še na zadnje vprašanje, imitiranje pevcev. Ful je pomembno, da se učimo od pevcev, ki so dobri. Mislim, to so nam lahko zgled in ogromno se lahko od tega naučiš. In tudi ni nič narobe, če kdaj kaj imitiraš. Rečeš, ona je na višini odprla tako usta, čakaj, da bom jaz tudi probala, recimo. To je best. S tem ful sebi spoznaš. Tako da se mi ne zdi nič narobe, če se pravi, opazuješ pevce in to apliciraš nase, in potem pustiš, da tvoj glas zveni kot zveni. Če gremo pa imitirati v tem smislu, da hočeš posnemati barvo, recimo nekdo ima tako barvo, pa ti hočeš cel dan pet pol s tako barvo, greš pa v bistvu ven iz svojega nekega ravnotežja, to pa pol ni fajn, da delaš ful veliko. Lahko uporabljaš to kot nek stil, kot kakšen okrasek v komadu, vse ok, ampak na koncu dneva je pomembno, da si ti s tem raziskovanjem sebe vedno bližje sebi. Vedno bližje bolj se ti zdi, da poješ tako, kot govoriš, da tako, kot zapoješ, da paše tvojemu feelingu, tvojemu feelingu pri tem komadu, ki ga poješ. Tako da se mi zdi, da če si tako ok, on zapoje s tako barvo, zdaj bom pa jaz to barvo posnemal, mogoče za kakšen šov, ker to je potrebno, drugače pa te to nikamor ne pripelje daleč, ker ti hočeš svoj inštrument razviti in edini si na svetu, ki imaš tak inštrument. Noben na svetu nima tazga inštrumenta kot ti. To
To je dejstvo, tako kot noben ima tazga prstnega odtisa kot ti. In čim prej postati sam sebi učitelj, da rečeš, ok, to je zdaj moj inštrument, zdaj bom pa jaz to naštudiral. In ja, uč se od dobrih pevcev, ja, to so ti lahko najboljši učitelji, da vidiš, on tako odpre usta, čakaj, bom še jaz probal tako odpreti usta, ali pa, in raziskuješ in vidiš, ok, to da je dobro, na meni zveni super, to pa ne. Ali pa ob tem se ful dobro počutim, tle pa mi nekaj ni, in če ti nekaj ni, to ni dobro zate. Tako da, bodi sam sebi najboljši učitelj pri petju, sigurno, in sprejema informacije od zunaj in jih apliciri in občuti, kako se te informacije počutijo v tvojem inštrumentu. Tako da, evo, to je za danes to. Upam, da ste zdržali do konca, da ni bilo preveč informacij. Kar vprašajte še kaj, zdaj bom raje tako snemala, da več odgovorov dam naenkrat, ker je meni mogoče tako malo lažje, pa lažje bom bolj ažurna, da odgovarjam na vaše vprašanja v pravem času. Tako da uživite, lepo se imejte in se vidimo. Čau!